Dober dan in dobrodošli v novi epizodi podcasta Reševalna postaja. Tudi danes v njej dežurava izkušeni reševalec, inštruktor in vodja satelitskega urgentnega centra v Kočevju Primož Velikonja. Živijo. In Jana Vidic, najin gost pa je Sašo Nunar, magister kadrovskega menedžmenta, navdušen športnik, pevec in vsestranski glasbenik in zdaj, v mesecu ozaveščanja o Tourettovem sindromu, tudi osebni pričevalec. Ampak to ne kako se živi s sindromom, ampak tudi kako se ga premaga in ne samo Touretta. Dober dan. Dober dan, tudi vam. Nekomu, ki še nikoli ni slišal za Touretta, za Tourettov sindrom, če poskušate zelo na kratko in plastično opisati, kaj to je in kaj to povzroča nekomu, ki ga ima. Tourettov, bivši Tourettov, seveda, ne. Bivši Tourettov, oziroma Tourettov sindrom predstavlja zgibke, nehotene zgibke, ki jih telo zelo težko nadzoruje. Da se to nekako za samo kontrolo jih zadržati, ker pride tenzija, neka napetost pride tle na področju prsnice, oziroma prsnega koša, in to tenzijo je treba potem sprostiti. Poanta tega pa je, da imamo mi Tourettovci, oziroma jaz bivši, imamo preveč dopamina in ga je treba zmanjšati. A ne, pri Parkinsonovih bolnikih je pa lih obratno, ga imajo pa premalo in v bistvu oni imajo tudi to tresavico. Tako da pri nas je pa lih obratno. Da pa sem pa tja, takrat, ko se ta tenzija tle v delu prsnega koša začuti, je treba pač nek zgibek narediti. Udariti po mizi s komolcem ali pa v omaro, recimo, pa ne vem, bil je tudi obdobje, ko bi to najboljše opisal, da bodo res razumeli, poznamo, motorične seveda, pa glasovne, Glasovni lahko rečemo, da so glasovni tiki, pač preferiram pravi besedo, kar se motorike tiče, rok, nog, pa zgibki, rajš to besedo. Ampak recimo primer žmrkanje, oziroma mežikanje tako z očmi, ampak to se takoj prepozna. Saj jaz recimo to prepoznam takoj, takole, v momentu, Kdo ima recimo nek tik, ki pa še ni nujno, oziroma zgibek, ki pa še ni nujno, da ima potrjen Tourettov sindrom, ker morajo biti za potrditev človeka oziroma osebe s Tourettovim sindromom tako prisotni motorični, kot pa glasovni. Zdaj, najpogosteje so prvi znaki opazni v otroštvu. Vi niste imeli nekih posebnih težav v otroštvu. Kdaj je začel Tourettov sindrom vstopati v vaše življenje? Zdaj, sam, ko sem začutil, da ni normalno nekje na faksu, tam pri kakšnih 21-22 letih, jaz sem po angleško, zanikal, da pa so se jim pojavili glasovni tiki, To pomeni kaj? To pomeni, da zdaj, če bom lahko, oziroma, recimo tako, to, primera, in takrat, recimo sem rekel, to pa ni več, in potem sem še ustrajal malo. Nisem si hotel priznati sam sebe, ker sem pač to povedal prej, da gre pa res za očitno potreben obisk nevrologa oziroma nevrologinje, in takrat sem pa tako sem rekel, nekaj časa sem odlašal, takrat, ko sem rekel, glasovni tiki še pojavili, sem pa potem se naročil na nevrologijo, tam je Zaloška cesta 2, in me je sprejela ena odlična nevrologinja in je postavila potem diagnozo, da pa imam Tourettov sindrom. Ti glasovni tiki so bili bolj moteči za vas ali za okolico? Kaj vas je nagnalo potem na Zaloško? Tako bom rekel, zame najbolj, ker so me gledali, ostali so me gledali, da sem nek vesoljc ali pogosto nas zamešajo z kakšnimi narkomani ali pa recimo, da smo na drogah takih in drugačnih in da smo iz druga planeta in da ne vem kaj vse in to. To sem v bistvu bil pod nekako, da ne rečem, narekovaju stresom, da sem rekel, sam pri sebi, zdaj pa dost, ker tudi meni je šlo na živce, tako da in ostalim je pa seveda, pa pogledi, recimo, gneča na troli takrat, v Kranju na faksu, ko sem potem prešaltal, najprej sem bil na geodeziji, potem v Kranju, in recimo povrajital sem to takoj na LPP-ju, na avtobusu oziroma na troli, da kako me ljudje gledajo. Ste bili glasni s temi tiki? Na začetku ne,
potem pa kar precej. Je bilo to pogojeno s stresom? Se pravi, ko ste prišli v neko okoliščino, kjer je bila stresna, se je to se je samo v bistvu še pojačalo? Se je pojačalo, ja. Tako. To je sploh glasovni, oziroma vsi in motorični zgibki in glasovni tiki so se pojačali, ne, seveda, ja. Zaradi tega, ker ljudje ne vejo, še vedno ne vejo in hvala Bogu, da se danes tle in res najlepša hvala za povabilo, da se končno začne o tem majčkeno govoriti, oziroma ne majčkeno, upam, da se bo precej več govorilo, ne. Ampak, Sašo Nunar, vi ste ta Tourettov sindrom dobili že dosti odrasli. V mladosti, predvsem v otroštvu, so tiki, zgibki zelo pogosta stvar in se ne razvijajo nujno v Touretta. Včasih je to tudi recimo, ne vem, posledica ADHD-ja ali pa kakšne druge take pridružene nevrološke motnje. Kako veste, da je prav Tourette in v kakšne skrajnosti to lahko gre? Meni se je pojavil prvi tik pri 7 letih, oziroma zgibak, ne. Potem je zginil, pri 10 je bil nov, sem tako hopsal na eno nogo, zdaj ne spomnim se točno, je bila leva, je bila desna, ali pa objavali. In ko sem šel v glasbeno šolo, sem tako v desni roki sem držal kovček od Eufonija in sem poskakoval na levo nogico, na desno nogico in ljudje so se smejali, so se delali norca, kazali s prstom, glejte tega, kam poeta je na drogah, pa tokle mlad. In takrat je človek kar pod stresom, ne. Ja. Zdaj pred recimo epileptičnim napadom ali pa pred migrenskim napadom imajo auro oziroma začutijo, da se bo nekaj zgodilo in se ponavadi pripravijo. A ste imeli vi kdaj tak občutek, da ste vedeli, da bo prišlo do tika? Ja, seveda, se to jih recimo nekako še zdaj čutim neko tesnobo, ne. Ampak sem se naučil te izredne samokontrole, ne. Kaj pomeni samokontrola? To, da lahko oseba z Tourettom zadrži nek tik, ne. Ampak, meni se je v bistvu zdaj samo še nekako zatika pri govoru, ker se sliši kot neko jeclanje, ne? Ampak to ni jeclanje. Ne? Komaj opazno, res. Se nama tudi še kdaj bolj. Absolutno. Tako da in to sem, takrat, ko pa človek sam sebe spreme tako, kot je pa potem vse lažje. Ampak če probate opisati en tak nastanek, iz nule nam opište. To se dobro spomnim, ker sem prišel tam iz Akademije za glasbo, prvi letnik, po nekem nastopu, ki smo ga imeli s kvartetom, odlično smo igrali, res super, to je bilo fenomenalno. In je nekdo, ne iz našega kvarteta, ampak nekdo začel, se norčevati iz mene. In jaz sem bil takrat toliko zmatran, psihično. Toliko se mi, v bistvu sem preveč vse jemal osebno, ampak želil, kaj pa šušljaš, ker nisem takrat še mogel izgovoriti šumnikov pa sičnikov. Šlo bolj na šušljanje. Ampak ti si še nis pocajtal, a ti še kar pa igrali ste za nič, pa ne vem kaj vse. Jaz sem se, ko sem pripeljal se domov z avtom, jaz sem bil toliko zmozgan, da sem se usedel na kavč in takrat mi res vse ven butnil, kar je šlo. Presežen, čist vse, pa v stene, pa v kavč, pa ne vem kaj, da smo takoj klicali potem neurologinjo, takrat sem imel še neurologinjo, zdaj imam drugega neurologa, in smo klicali to neurologinjo, kaj ne naredim, oziroma kaj mi lahko starša pomagata, in je bilo to, da sem takoj mogel vzeti tablete, proti, se pravi, tikom, oziroma zgibkom. Niste se mogli zadržati? Kako to čutite od znotraj? To je taka, jaz sem bil najprej zmatran, izredno zmatran. Tako v glavi zmatran, telo je bil zmatran, ampak recimo na rokvajih rekel, zdravih ljudeh, ki niso imeli teh težav, upam, da jih nikoli ne bodo imeli, ker je res hudo, je to tako izgledalo, to sem bil tako zmatran, ampak recimo to, da dokončam, se pravi, oseba, ki nima Touretta, ki je zmatran, lahko se uleže dol in zaspi. Pri meni pa to, jaz sem švical, jaz sem bil premočen, to v kavč, v steno, v glasovnico, da je tako močni, v bistvu je že šlo skoraj za dretje,
ne na nekoga, ne? Ampak to glasni, ja, da glasovni tiki, da enostavno naslednji dan sem bil hripov. Ja, v bistvu ta psihična izčrpanost potencirala kompletno Ja, res je. Ja. sceno. Ja, tako kot sem imel jaz treščil, vpliva na to seveda vpliva. Ja. Ampak, ko recimo kričite, ko govorite, ne vem, kletvice, karkoli, vi veste, katero besedo boste izgovorili ali vas preseneti? Ne, jaz kletvic ne izgovarjam, sploh, a ne. Ampak karkoli, beseda, ki jo izgovorite, je načrtno izgovorjena beseda ali ko slišite, šele veste, kaj ste izgovorili? Ne se lih to hočem povedati, ja, da ne izgovarjam in ne ponavljam stavkom za drugima, ne. Oziroma jih tudi nisem nikoli. Tudi, ker je bilo najhujše, ne. In recimo se zavem, kdaj naredim nek zgibek ali pa tik. Recimo lahko ga prikrijem, lahko ga skrijem. V tem momentu recimo sem enega naredil, pa sploh ne veste, kjer ga, ne. Recimo. pa se ne sliša, ne. Ampak ja, v glavnem ga niste videla, definitivno da ne. Ker ja, sem se naučil, potem to je potem samo kontrola, ne. Je sicer tudi v normalnih situacijah običajno, da tikov, zgibkov, glasovnih med spanjem ni? Ja, to je pri meni normalno, ja, jih ni. Ko človek spi, nima zgibkov oziroma tikov, ja. Je to običajno tudi sicer pri bolnikih? Zdaj nekateri pravijo, ne, te, ki jih poznam, sem bil na vezi z njimi, pravijo, da težko zaspijo, ker grejo v posteljo, ko grejo spat, jim vse nekako ven, na kraju bomo rekel, butne oziroma, butne, ja. Se pokaže. Tako, se pokažejo in to je norišnica, ne, v sobi, ne. Ampak v mojem primeru jaz spim kot top, res, in se zjutraj zbudim spočit, ampak mislim, da zato, ker jaz, kakor sem bral te strokovne članke, se mi zdi, da zato, ker nimajo urejenega, ne vem, tega človeškega bioritma, ne. Rok Valenčič, mislim, da je on bil prvi bolnik s Tourettom, ki je res predano že leta dolgo ozavešča o tem sindromu, je nekoč povedal, da je v najhujših fazah imel do 300 zgibkov na minuto. Rekli ste, da vas recimo je zelo izčrpal, ampak ali to tudi boli? Ali je to lahko tudi lahko prav, da rečemo, mišične bolečine od neskončnih? Kako to občutite? Jaz sem si recimo tle levkomovc malo poškodoval. Zaradi tega, ker sem toliko zgibkov imel motoričnih, da sem v steno dejansko izredno močno usekal. Sem usekal, ja. V steno sem zadev namerno. Ker je treba sprostiti, v tistem momentu, to je taka tenzija tle noter in takrat, pred operacijo. To je taka tenzija, da dejansko boli, ja, in je treba sprostiti in to je šlo na vse smeri. Recimo še vsaka čas res z mojima staršema, ampak ki so se peljala na en pregled pred operacijo, je mami vozila, ker jaz takrat nisem mogel voziti. In jaz sem, ne vem, tudi njo sem tako po rami, ker ne tepo, ampak pač to je bil zgibek, to je bil motorični tik. Ki ga niste mogli zadržati takrat? Tako, zaradi tega, ker je treba sprostiti to tenzijo tle v prsnem košu. In ja, boli. Tudi recimo z zategovanjem recimo roke, ali pa vratu, ali pa gora, pa usta. To boli seveda. Ker to oseba s Tourettom toliko časa dela, da začne boleti. V mojem primeru me najbolj bolil komolec. Lev. Če takrat ne bi imeli te stene, v katero bi pa kam drugam našli nekaj, v kar bi sprostitev je bila torej samo, če ste v nekaj udarili. In to nekontrolirano močno, če prav razumem. Sem probal zadržati, pa ni šlo in potem sliši se kot OCD, ampak ni. Obsesivno kompulzivna motnja, da ko sem videl steno, sem mogel se dotakniti. Ampak ni, potem so ugotavljali, zakaj, ampak so potrdili, da OCD-ja nimam. Ker to je običajno, ne? Ja, je običajno. Obsesivno kompulzivna motnja, ADHD, to so običajne spremljevalke, ne? Ja, so, ampak na srečo tega jaz pač nimam, Sem imel samo Touretta, pa distonijo, ko sem imel, pač, da nisem mogel izgovoriti tudi besede, Samo to do prvega.
Se v večini primerov imajo bolniki s Tourettom tudi druge, v bistvu neuropsihiatrične komorbidnosti, recimo ADHD, obsesivno-kompulzivno motnjo, ko ste jo zdaj omenili, depresijo, anksiozno motnjo, samopoškodovanje in tako naprej. A mislite, da zaradi tega tudi ostanejo v bistvu nediagnosticirani? Se pravi, da se spregledajo? Ja, ker si osebe z tovrstnimi zgibki oziroma tiki se enostavno tako, kot sem pri sebi, pa ne tajil, da jih nimam, se mogoče ali pa se ne zavedajo, ali pa skrivajo, ali pa se bojijo množice, bojijo se iti ven. In to je vse prisotno, seveda anksioznost, ne vem, pa strah pred ljudmi, ven iti v, ne vem, kaj šele z avtobusom se peljati, ki je v bistvu, ja, vsi odvisno od družbe, ampak ponavadi je bolj tihno na avtobusu. In pa recimo, dobro, vlak je bolj glasen, s kom se peljati v avtomobilu. To je, za nekatere je to še zdaj pač tako, da je bilo noro. Opište? Jaz dejansko nisem mogel voziti. Ja. In to, ker sem z obema rokama volan, tiki, pač, se pravi, napeto se je prišla in sem mogel spustiti in sem levo roko tako na volan, potem sem jo z obema rokama prijel za volan in tako naredil, tako, levo, desno. Levo, desno vrtel volan. To je bila pa tu spustitev. Ja. To da tudi nekaj vrsta spustitve, ja. Ampak ni bilo pa varno, to pa definitivno. Da, hvala Bogu, da me ni noben policaj ustavil zaradi tega. Ampak vi ste prav nehali voziti potem? Ja, se nisem bil zmožen niti za to voziti. Ja. V bistvu v trenutku postanejo čisto navadne stvari v življenju velik problem. Ja, ker so večini ljudem samoumevne, ja, nekaterim pa pač doleti ta usoda, tako kot mene, da pač ja, ni več samoumevno. A ste pomislili, kdaj na samomor? To sem pa, sem pomislil, ampak sem tudi to povedal staršama. Ležal sem na kavču, to je v tistem obdobju 2 let oziroma let, pa ja, skoraj 2 leti, ja. Ker sem rekel, mami, jaz ne zdržim več, ker to je mene je cel telo bolj, res. Cel telo od nog do... Jaz nisem mogel biti primir, pa ni bil povezan z ADHD-jem, to, kar zdaj imajo vsi, kar ADHD podločbe, ADHD, to imajo zdaj kar vsi, pa sploh po otrokih, Ampak, ja, in sem rekel, mami, jaz ne zdržim več, nekaj imam našparan, sem rekel, pel me v švico na eutanazijo, sem rekel, pa nekaj zrihtajta z očetom, da se to reši, Ker sem rekel, ker nisem enostavno, sem toliko težko zdržal, da sem to pač mami prosil, ne, da bi se sam, nikoli nisem pomislil, ampak da pač ne me pele, ker me toliko boli, ne zdržim več in da seveda, da me zato učijo po domače povedane. Koliko je tu pomembna podpora družine? Izredno. Zdaj se moram pa res izredno zahvaliti obema staršama, tako da mislim in še, zakaj obema, ne samo mati pa mami, ampak tudi starata in pa žal pokojna stara mama, tako da oni 4, pa seveda sestra, tako še sestro sem pozabil, pa njen partner, samo 6 ljudi, je vedel, kaj mi je in so mi res stali ob stran. Kaj vam je najbolj pomagalo? Najbolj mi je pomagalo to, da sem se ulegel, recimo, ulegel na kavč, pogledal kakšen film, branje knjige izredno pomirja, ker dejansko sploh če je zanimiva zgodba, človek čist pade noter in pozab. Gre za preusmeritev misli. Da imaš fokus nekje drugje. Ja, tako. Da oseba dejansko ne razmišlja o tenziji, ampak razmišlja o tem, kaj bere. Sicer si treba to malo privaditi, oziroma navaditi, oziroma biti toliko samokontroliran, pač imeti samokontrolo, da se sfokusira na knjigo in odmisli to. Pri tem pa pomaga, prej, kar ste vprašala, da kaj tudi pomirja. Progresivna mišična relaksacija. To so pa neke dihalne vaje in ne samo dihalne, ampak te potem, mene je neka gospa na neurologiji, me je pač vodila skozi postopek, jaz sem snemal to s telefonom, vdih, izdih, skozi nos, s trebušno prepono seveda, in ker sem glasbenik, sem to znal, je rekla, a znate se trebušno prepono dihati? Sem se začel smejati,
prav predvidevam, da ste glasbenik, sem rekel, ja, res je. Tako da in pač dejansko ta progresivna mišična relaksacija toliko sprosti mišice, saj če bi to jaz sem takrat to malo zanemaril, ne. Ampak če bi pa izredno dolg čas, recimo pol leta, pa celo en let, vsak dan, vsaj 2-krat, pa 3-krat na dan to delal, bi pa lahko samo pomislil na tisto, ne vem, da je ena stvar, da recimo stisnite levo pest, malo privzdignemo in z izdihom sprostimo, ne. Pa ne vem, ne. In potem se cel telo se umiri in jaz recimo tega, če še kdaj, jaz zaspim zraven po pol minutke. Ker ker nimam več težav tukaj na itak in se zdi mi nekako toliko že pomirjajoče, že sam, itak sem jaz pomirjena, ne rabim več praktično delati te vaje. Ko smo govorili o družini, kaj, pa recimo tudi prijateljih in tako dalje, kaj vam je najbolj pomagalo, recimo, ko ste bili v fazi, ko ste najtežje obvladovali te zgibke? So to kakšne določene, ne vem, besede? Je to, da so vas pustili pri miru? Je to, da vas niso pustili pri miru? Kaj recimo lahko dobrega naredimo s človekom, ki že ima itak veliko borbe z Tourettom? Razumem. Predvsem to, da se ga sprejme takega, kot je, ne? To je prva stvar. Podpora družine je pa res največja, zakaj? Oziroma na kakšen način? Da te tudi družina sprejme, da ker o tem se ni vedel, ne vem, 10 let nazaj, ne vem, pač celo še manj, se ne vem, ampak v Sloveniji tega nič ni vedel. Avstrija, Nemčija, bolj gremo proti severu, Evrope, oziroma proti Skandinaviji že praktično, več je ljudi, skozi več, ki to poznajo. In ne gledajo čuden. Osebe pač ne gledajo čuden in je to. In pa tle je družina pač res more svojega sina, bom rekel, lastnega sina sprejeti. Več oblik zdravljenja, kdaj so potrebna zdravila? Takrat, ko je potrjen recimo v kompletu, se pravi, da ima oseba Tourettov sindrom in da nevrolog ali pa nevrologinja, da predpiše najprej neka zdravila, s čimer se to lahko pomaga. In to postaja več zdravila, oziroma tablet. Vi ste potem doživeli še eno preizkušnjo, distonijo, to je nevrološka motnja krčenja mišic. Na kakšen način ste to doživljali in kako je to povezano s Tourettovim sindromom? Zdaj, koliko je povezan, ne vem, pa tudi ne vem, če se to pojavilo, ampak dobro se pa spomnim, distonija, distonija so krči. To je krči so, In meni je dejansko se najprej oziroma se mi je pač zakrčila, cela čeljust. To je pa taka bolečina, da je, to je pa nepopisno, to sploh ne znam opisati, kakšna bolečina, ker to pa toliko boli, ker dejansko so te krči, te krči so mi potem govor nekako vzela. Ampak kako se je pa začelo? Ležal sem na kavču, gledal sem, ne vem, je bila film, ali je bila neka serija in tako, smo pa, na hitro se sam povem, da smo, oziroma smo, seveda, Tourettovci, znani potem, da se dosti sami sabo pogovarjamo, Res. Tako se vsaj pogovarjam s pametnim človekom. Tako nikto sem nekako hotel reči. Saj nekom s pametnim človek pogovarja. In sem ležal tam na kavču in sem hotel reči, ta serija je pa dobra. In sem nekako, ne vem, ne spomnim se, pa tudi, ne vem, pokazati ne znam, oziroma izgovoriti, da, ne vem, nekaj sem zašušljal, nekaj je šlo na pol, pa nekaj sem tle začutil, tako, ker da, ne vem, da bi nekaj utekalo, ne vem, začelo me boleti. Glavno, in po tistem stavku, pa jezik sem pa čutil, da mi nagaja. Zdaj, v kažem smislu nagaja, ne vem, ker se ne spomnim, Spomnim se samo, da sem se zavedal in šel pred ogledalo v kopalnico, pa sem probal govoriti, pa je bilo skozi slabi. In sem se sprašal, Sašo, kaj bo zdaj to? Takoj sem pa, pa sem pa, točno, pa sem pa malo z jezikom kombiniral, da sem v bistvu, z jezikom najprej, tako, da sem ga nekako dal se pravi med zadnje zobe, a pa med sprednje, da sem recimo saj, oziroma, da sem lahko kaj povedal,
pa še to ni več delala. Ne? No, potem je bila pa res panika, ne? In ker sem naslednji dan komaj še kaj govoril. In bolelo je? Ja, seveda, ja. Je za tako krčenje teh mišic, oziroma ne vem, kjer so te mišice v čeljusti, mogoče boste vi videli, kaj so to za ene, jaz ne vem. Edini vem, da so to. Jih je, ja. Ja, te so neke manšetne ali kakšne neki. Ja. V glavnem, to sem si zapomnil, ja, ostalo pa za te zgornje pa ne vem. V glavnem, ja, in je res, to je bilo toliko boli, da sem šel potem takoj k zdravniku in so delali potem raziskave, jaz sem bil 2x po 10 dni na nevrološki kliniki, in v 10 dneh so na meni sprobavali ni, kot poskusni zajček praktično, ne. In vsi so hoteli vse z mene zuleči, vsi. Zdaj se temu smiva, ne, itak. Ampak, to se malo spomnim, ne, sem pravim, drugače 2 leta, takrat je bilo res najhujše, se komaj kaj spomnim. Ampak ja, takrat sem dobro spomnim, ki je prišel nek specializant do mene, vas navdušen in rekel, gospod Nunar, a vas lahko ni za eno uslugo, prosim. Sem ga vprašal, ja, kakšno uslugo pa, ne? Prav, a lahko o vas napišem, pač v vašem primeru, doktorsko dizertacijo. Sem rekel, z največjim veseljem. Niso pa še vedeli, kaj vam je. Ja, niso pa še vedeli, ja, tako. Ne. Ampak vsi so pa hodili, pa me spraševali, pa kako se počutim, pa kje me boli, pa kaj me boli, pa pa tedi, pa četrti. In to je bilo toliko tega, da sem obvezno mogel pred spanjem, se vzeti močna kakšna protibolečinska tableta, oziroma tablete, ja, da se mi sploh krč nekako popustil. Ne. In potem, ko ste dobili diagnozo, ste potem imeli, ste rekli, še 2 leti zelo, zelo resne težave. Kje se je ustavilo, da vam tega niso znali in kako se je vaše življenje potem razvijalo s tako veliko omejitvijo, bolečino, s tem, da niste mogli govoriti, igrati, mislim, vi ste vendarle glasbenik po duši. Ja. Težko, ampak je pa treba pač zdržati. Jaz sem bil 200% prepričan, da bo z operacijo to boljše. Ampak te 2 leti do operacije, kako ste živeli, na kaj vse je vplivalo? Rekli ste... Jaz sem rekel, komaj, da sem živ. Izoliral sem se od vseh prijateljev, čisto od vseh, ker sem jih iz vrtca poznal, z osnovne šole, srednje šole, potem še z faksa. Jaz sem jih vse odrezal. Zakaj? Ja, ker mi je to stres povzročal, zdaj, da mi je oni videli, kakšen sem. Pa ne vem, kot je pa je, tako kot sem tisti primer upisal z tistega koncerta, in to vse vpliva nekako na, stres, Ampak opišite to, kako ste se osamili in zakaj je to potem trajalo 2 leti in kakšno je bilo vaše življenje takrat? Praktično ga ni bilo. Takrat ni bilo za me življenja, ker nisem potem mogel, kot sem rekel, več na bariton, basirati. Potem itak nisem mogel peti, ker nisem mogel izgovarjati. Izredno sem imel povečane motorične zgibke, motorične tike in to je bilo, ne vem, ker se pravim, ne spomnim se točno lih tistih 2 let, kaj pa kako. Vse možgani po mojem res zabrišejo slabe občutke in slabe situacije. Ja, res je. Ampak dejansko se je težko predstavljati. Izražen inštrument in naenkrat čez noč. Ja, bas-kitar recimo. Na bas-kitar, pa kontrabas. Eno struno in to je bil tudi neke vrste tik. Sem, ne vem, ful pretegnil tisto struno, ta drugo malo manj, pa sem pri bas-kitari, je bilo, pač ni bil vsak ton enak prejšnjemu, To, veste, pač vsak ton tudi pri basiranju, ali pa pri klasiki, gre za fraziranje, fraze, povezovanje fraz pri basiranju, mora biti vsak ton enak prejšnjemu, razen če pač naredim kakšen prehod, vmes pa ga malo pritisnem, srbušno prepono, da je malo bolj pleha sound, zvoka, tako da in se je nekako kar to vse začelo ustavljati, in tudi za novoder nisem bil potem več, in pa zaradi distonije in zaradi povečanega toku obsega, oziroma teh, zaradi vseh tikov, ker je bilo to toliko jih je bilo,
In to ravno zaradi distonije, ker to so mi pa razložili, da je distonija tudi vpliva pač zaradi stresa, ker človek, težko si predstavljati, da recimo nekdo, pa ne vem, ena tableta, pa ni važno, kater dejavnik je, vsi bi vzame gor. To je pol spin in začaran krog in dejansko moraš imeti izjemno voljo, da priješ ven. Kdaj je bila odločitev za operacijo? Operiran sem bil leta 24, ne vem, je bil februar ali pa marc, ne vem čisto točno. Odločil sem se pa, ker mi je ta neurologinja bivša, mi je predlagala, da je ta zadnja opcija, če res ne bodo tableti pomagali, da je ta zadnja opcija pa GMS oziroma DBS, po angliški. Globoka možganska stimulacija. Ja, tako, globoka možganska stimulacija. In je rekla sicer, da lahko pomaga ali pa da ne. In potem sta starša rekla, da itak jaz pravim vse je v glavi. In to sem povzel po očetu. On tako da je 3-krat naredi, prav, veš, vse je v glavi. In on, oba dva sta me nekako toliko prepričala, da sem bil jaz 200 ali 300 ali 500% prepričan, da bo mene edina operacija rešila oziroma toliko pomagala, da sem prišel do te stopnje, kjer sem zdaj, da sem toliko vzdržal, praktično popolno. Koliko časa od tistih prvih znakov oziroma od diagnoze distonije je minilo, da ste se odločili za operacijo, prišli na vrsto in jo potem tudi doživeli? To je bilo leta 2022. Ja, 2022, ko sem študiral takrat na Akademiji za glasbo, tle v Ljubljani, pa delal sem kot študent v Iskremeko. In ker nisem zmožen bil več z ekipo komunicirati, bil sem tam nek vodja parih projektov, in ker nisem mogel več voditi, te skupine, v angleščini, v slovenščini, nima veze, jaz nisem mogel več voditi in takrat mi je tukaj jezik nagajal in me je začel potem prekraj toliko boleti od krčenja, se pravi čeljustnih mišic, da enostavno sem vse praktično ne pustil. Pustil sem to študentsko delo in takrat se je pa res pojavila tista distonija, da se praktično ne spomnim teh delet. Tako je lihta in ta gepek, recimo v mojem življenjepisu 2022 do 2024, ko sem se zaposlil pri enem delodajalcu, jim ni šlo skup, kaj sem vmes delal. Ležal sem doma. Dobesedno. Ja, ležal sem doma, dobesedno. Pa čakal na operacijo. Operacija globoka možganska stimulacija. Poskusite nam na kratko opisati, kaj so vam naredili, kako to izgleda? Zgleda tako, da najprej dajo vse čez. MRI, CT glave, vse nevrološke ali ne vem kakšne funkcije preverijo. Ni da ni. Najprej grejo, oziroma tako najprej vse probajo, vse tablete, vse stvari, ki bi naj pomagale, pa niso. Meni ni pomagalo tableta. Ampak potem sem se pa odločil, da grem na operacijo. In v bistvu sem prvi v Sloveniji za obe stvari, torej za Tourette sindrom in za distonijo. Ja. In kako to izgleda? Vse premerja najprej, potem morajo pa najti, zdaj ne vem, kjer program je to ali kakorkoli, najdejo to jedro, to v možganih je meni toliko veliko jedro, in noter, ne vem, kako točno je ta, se pravi, Tourette sindrom, je jedro, ki se tja vstav 2 elektrodi, tako zelo v tem jedru bliz je pa za distonijo tudi. Področje. Ja, tako. In ker sem oboje, vsak tudi Parkinsonovim bolnikom, naredijo to operacijo, ker imajo pač tako, kot sem prej rekel, mi imamo preveč dopamina, oni ga imajo premalo in kako izgleda, malo vrtajo v glavo, pa vstavljajo plastiko najprej, pa te testne elektrode, da vidijo, če jih bo telo že takoj zavrnil med samo operacijo ali ne, ampak zelo redko se zgodi to in ne vem, nič, ne vem, 1% možnosti, da res telo zavrne nek tujka.
ker so te operacije pri Parkinsonovcih izredno uspešne in jih precej delajo. Najprej so jih na njih začeli delati, ne? Ampak za globoko možgansko stimulacijo je pa tako, da mora najti prav ta prave točke, ki grejo noter in zvrtajo. Ste bili pri zavesti, ko je potekala? Ne, zaradi tega, ker nisem mogel biti primir. Predstavljate si, da ne vrta v možgane, oziroma lobanjo, tistih ne vem, koliko je, 12 cm ali koliko, mislim, to gre noter potem tista plastika, pa te elektrode, ki so noter, da so elektrode zaščitene. Ampak pač, ne, to je bilo meni tako, ne bi mogel pač, itak, zato so me uspavali. Ampak pred samim začetkom operacije so mi namestili tle, tako so kar zapičali noter, s takimi majhnimi, koničastimi, ne vem, čepki recimo, so mi dali takole dve na vsak stran, in kot nek obroč, da se fiksira kot nek obroč, in jaz sem potem, bil sem pa pod CT-jem, in da so skozi spremljali. V realnem času. Tako, in real life recimo, ali pa in real procedure, ali pa kaj takega. Mene pa zdaj zanima, se pravi, ko ste se zbudili odprli oči, a je bilo tako jasno, da je precej boljš? Ne čisto tako, ampak tako je prišel ta doktor do mene, kirurg, ki me je operiral in je rekel, gospod Nunar, ste se zbudil. Gledam, sem rekel, pa sem se res, pa se še takrat nisem čisto zavedal, pa prav, a ste zdaj sam sebe slišal, da ste spregovoril, pa normalno povedal, brez težav z sičniki pa šumniki. Pa tako sem malo pomislil, sem rekel, ne, pa se nisem zavedal. No, takrat pa pravim, hudiča, pa res, govorim, sem rekel, je to možno. Pa prav, kirurg je rekel, seveda, smo vas zarihtali, In vi ste zdaj, imate dve elektrodi v natančno določenih predelih v možganih. V tem jedru. Tako, v tem jedru. Kaj pa zunaj telesa? Oziroma, kako sta povezani ti dve elektrodi z zunanjim svetom? Tle se pravi, tako kot vidite. Na lobanji, na lobanji. Gre pa dve žici sta, ker sta dve elektrodi, seveda debelejši žici, in gre iz ta prve, bom jaz rekel, ta prve, ker se tle začne, ker ne gre tja pa tle. Iz čelne bunkice, da rečemo, Tako, jaz sam se pravim, da sem cyborg oziroma robot. Nek robot, ki se skozi mora še filati, v glavnem. Ko se vidi, najprej sem pa vprašal, kateri inštrument igram, da me ne bi motili, na katero stran dati neurostimulator, se pravi v nek tak žepok naredijo v prsni mišici, In sem rekel, da pač, da sem desničar in da tako igram položaj in kitaro in bas, kitaro in kontrabas in vse ostalo. Ker igram, da pač imam tle na levi strani rabo imeti prostor. Tako. In to je podkožni simulator, ne? Oni potem tak dve žice sta, tako kot sem rekel, zaradi dveh elektrod, dve žici in gre recimo, tle gre sta in se poveže. To je vse nekako poštukano zraven. Okay. Da bi nekdo štukal, tle še malo vizija, pa tam da je, ne vem, tele štek doze, po domač povedan. In potem, vidite, gre pa tlele je za ušesom, tako, in tle se že vidi, ki je bolj udebeljen, in že skupaj pripeljata, potem pa tle štukan, v narekovajih, ne vem, pravilne slovenske besede, ampak, Spojeno. Hvala. Spojeno skupaj, in so tle so mi potem, ne vem sploh točno, zakaj so tle zarezali, pa šiv naredili, ampak predvidevam, da zato, da je lepo speljan potem tle noter, po vratu dol. Po vratu dol, vidite. In potem gre tle pod, se pravi, pride tle do neurostimulatorja, ki je pa, v bistvu naredijo tako res, izredno lep res, in vstavijo noter ta neurostimulator v žepek. Pod ključnico. Tako, pod ključnico, Ga čutite? Mislim, čutim, ampak od začetka me je motil. Ampak potem oseba se vsega navata. In danes je kakšna vaša rutina, da ves ta sistem, ki ga imate Robocopa, v vas deluje? Cybermana? Cyborg, Robocop ni da ni. Tako deluje, da pač jaz imam pa tako zunanjo baterijo, ki je tudi rečem, baterijo, ki pa polni neurostimulator. In jaz recimo, zdaj vsakodnevno, zdaj sem malo zmanjšal to, ampak vsaj toliko merkam, da se
vsaj enkrat v dnevu, dobro, za vikend bolj, ko imam več časa, med tednom pa, da se ob kavi, recimo imamo neko družinsko tradicijo ob kavi, da se že sproti film. Kako? Kaj priklopite ga, kako date na... Ne, Bluetooth imam, tako da lahko mi kdo, če kakšna punca, recimo, trenutno sem samski, tako da če lahko kakšno stikco pošlje prek Bluetootha, da jo takoj dobim v možgane, pred očmi sliko, ne hecam se. No, ampak pustimo priložnost. Mogoče se makera najde. Ampak vi si vzdržujete to baterijico v stimulatorju, stimulator pa vam v možganih preprečuje kaj? Izgibke. Ja, seveda, ja. V bistvu dovaja elektriko, miliampere, in dobro, lahko so neki drugačne nastavitve, ampak trenutno mi najbolj dela na miliamperih. Mislim, da imam zdaj 7,0, imam tudi telefon, pa potem tak nevrokomunikator. Za nadzor tega? Ja, za nadzor. Koliko je baterije, pa imam 4 programe, ampak trenutno sem na programu D, ker mi najbolj pomaga. In potem imam pa redne kontrole. In jaz recimo moram skozi skrbeti, pri nas mladih ni to težava. Starejših, ki so stari, bom rekel, čez 70 ali pa 80, ki se morajo tudi recimo težje vzdržujejo nekako ta red pa disciplino. Absolutno. Ja. In pač dam tak trak, na levi strani je neka utež, na desni strani je ista kilaža kot pač te baterije, kot je uteži, zato da lepo to stoji, pritisnem gumbek in začne pip, in se zblutujem, začne povezati. Pip, in se polni. Pip, tako, pip, in je nafilan, mislim, se je povezal in dela tako poj. Čutiš, da dela tako na vsake toliko časa, en tak zvok spusti, kukar tako nekako dela, in se sliši, tak. Ker se pa nafilam, pa igra na, in je tudi. Ja, mislim, da je najprej sextakord, potem je pa kvart sextakord. O glasbi bo za zaključek, ampak Saša Nunar, koliko je drugačno življenje zdaj? Ja, povsem, čist povsem. Spet sem tak, ko sem bil v otroštvu, tak sem, kot sem bil v srednji šoli, na faksu. Glavnem, odprl se mi je končno, oziroma jaz sem se doma, ko sem prišel potem iz operacije, oziroma ko sem prišel iz bolnišnice, tam so me operirali, sem hodil okrog hiše, pa se drl Freedom, najbolj znan film, William Wallace, Mel Gibson, pa ko se je zadrl na koncu Svoboda. Jaz sem se drl Freedom. Ampak za nalašč ni bil zgibek. Ne, ni bil, ampak pot, ni bil, za nalašč, ker res je bilo tako tle, kaj je tenzija, ni bilo več. In tudi zdaj zelo redko, da je, zelo redko, ampak toliko zmanjša zaradi zmanjšanja dopamina. Imam še neke tablete zraven, ampak je moj nevrolog rekel, da bo tudi pričakuje nekje do 37 leta, da pa še prej rekel, da bo se dopamin toliko zmanjšal, pa ker starost se dopamin manjša. To je dejstvo. V glavnem, se dopamin zmanjšuje in da tudi nobenih tablet ne bom več rabil, samo pač to, da mi bo toliko pomagala. Saša Nunar, govorili smo predvsem o vašem doživljanju tega, ampak čisto za konec mi samo povejte, kakšno olajšanje je bilo vse to za vaše bližnje, za vaše starše, za vse, ki so vam res bili opora tudi v tem, da ste se odločili za poseg in ki zdaj z vami živijo drugačno življenje? Sploh ni besede, ki bi to opisal. Rekel, nepopisno. Nepopisno veselje in jaz sem bolj vesel in srečen in zadovoljen sam s sabo in končno živim tisto normalno življenje, kot ga živijo recimo tisti, ki niso imeli te operacije, take izkušnje, toliko stresa, toliko bolečin, nobeno, če bi bil najhujši sovražnik, ne privoščam, da kaj takega da česa. Ker to je res bilo grozno in zdaj sem pa in olajšanje tudi za njih. In olajšanje tudi za njih, tako, za vse, in za družino in vse. Saša Nunar, igrate en kup inštrumentov. Kateri vam je najljubši? Najljubši mi je Eufoni, to sem študiral na akademiji. Tako da, potem sem bariton,
itak, a ne še zraven spada. Praktično vsa nizka trobila, trobento tudi igram. Sicer zdaj, ko lahko govorim, lahko tudi pojem spet. In meni se sliši po celi hiši. Zdaj, po celi hiši se mi sliši sicer tako, kot prej, zaradi govornih tikov, ampak zdaj se mi postiš, ko skozi neki blebetam ali pa pojem. Ampak če se vrna v čas pred distonijo na Touretta, so se tiki zmanjšali ob igranju inštrumenta oziroma ob petju? Ja, so se, ja. Tako, kar recimo tisti, ki jeclajo, če pojejo, oziroma, ko pojejo, ne jeclajo, Absolutno, jaz imam dobrega prijatelja, jecla v bistvu. Tudi jaz sem... Ko poje, vrhunsko poje, brez težave. Ja, res je. No, pač pri meni ni tako, ampak zdaj pa je, mislim, meni pomaga. In zdaj namesto tega, da sem se v narekovajih drl, po hiši zaradi govornih tikov, se mi zdaj sliši, ko pojem, sicer priznam, besedila ne znam skoraj nobenega na pamet, če jih nekaj izmišljujemo, sproti. Morda si jih naložite. Lahko si jih naložim, Spotify naložimo. Pa svoboda, ne? Ja, pa svoboda, tako freedom. Katere zgodbe, trenutke, stavke iz časa življenja s Tourettovim sindromom boste nosil do konca življenja? Prijatelj in hkrati sovražnik. Ja. Situacija, v kateri ste se počutili najbolj nemočno? To, da nisem mogel, da sem nehal govoriti, tudi nisem mogel izgovoriti besede. Kaj pa največja lekcija, ki ste jo dobili v času življenja s obema boleznima? Ja, seveda, da ne smem biti preveč pošten pa preveč prijazen, ampak samo še pošten pa prijazen. Kateri komad bi si izbrali? Trenutno? Da bi ga uspel ali odigral, ali da bi ga rad poslušal? Da bi ga rad poslušal. Aha, okay. Lahko pa tudi odpel, pa odigral. Ja. Lahko pa vse. Ja, lahko pa vse. Recimo, trenutno mi pade na misel, ker sem ga tudi sam posnel, Beneški karneval, ki je dostopen na YouTube, na mojem kanalu, ker sem vse sam posnel. Se pravi, to je eden izmed precej težjih komadov, za evfonijo. Tako da in v moji izvedbi, seveda, ker sem posnel vse od diatončnih, harmonike, kitaro, bas kitaro, evfonije in melodija, pa vse to zmiksal, oziroma pa še bas kitaro sem pozabil, mislim, da reči, pa kitaro, vse sem posnel, lepo ritem, pa prenesel v Oberkrajino oziroma v narodno-zabaven pomaga z besedo. Žanr. Ja, tako da ta. Še v planu kakšen nov inštrument, zdaj ko so mišice spet pod vašo kontrolo? Pa ne vem, če mislim, da imam kar dostno. Oziroma preveč, Mi pa ne vem, na kjer se osredotočam, bolj na klavir ali na instrumento, ali želja mi je, pa nekoč tudi klavirsko harmoniko. Res tako, ne čisto vladati, kot sem recimo močen na evfoniju, pa na baritonu, ampak da bi res klavirsko harmoniko, pa se jo pa res želim enkrat dobro igrati, ker mi je nekako izziv. Pa je taka večna želja. Sašo Nunar, vsekakor vsestranski glasbenik, športnik, o čemer nismo uspeli reči ničesar, ampak vam je tudi operacija omogočila, da ste lahko se začeli ukvarjati z različnimi športi, česar prav na začetku niste mogli. Magister kadrovskega menedžmenta, pa tudi nekaj malega, še zmeraj, kot ste priznali, tudi bolnik s premaganim Tourettovim sindromom in distonijo. Hvala lepa, da ste bili najin gost. Hvala tudi mojemu strokovnemu sovoditelju, reševalcu in inštruktorju Primožu Velikoni. Hvala vsem vam, ki ste nas spremljali na današnji, nekoliko posebni reševalni postaji na Valu 202. Za zvok je danes poskrbel Vjekoslav Mikes. Ne zamudite naslednje epizode, morda bo najlažje, da se na podcast Reševalna postaja Vala 202 kar naročite in ga morda komu priporočite. In ker se izteka naša prva sezona, bomo veseli, če tudi nam priporočite koga, ki bi ga v podcastu Reševalna postaja radi slišali jeseni. Hvala vsem in srečno. Hvala za povabilo. Srečno.